Tja je bolj gre. Tovarišice in tovariši, lepo vas pozdravljam v imenu Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja občine Domžale in krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slavka Šlandra na današnji spominski slovesnosti ob 70. obletnici usmrtitve Franca Hvatala, Ignaca Hribarja in Vencla Perka, aktivistov Osvobodilne fronte. Z minuto molka bomo počastili njihov spomin, delegacijo Združenja borcev, predsednico Marijo Majhenič in predsednico krajevne organizacije Natašo Bele pa prosim, da položita venec. Slava jim. Slavnostna govornica bo gospa Andreja Pogačnik-Jarc, podžupanja občine Domžale. Spoštovane tovarišice in tovariši, borke in borci, aktivisti narodno-osvobodilnega boja, svojci žrtev, katerih spomin smo se danes zbrali tukaj, gospod župan, svetnice in svetniki občinskega sveta, spoštovani gostje. So dogodki v življenju posameznika in dogodki v narodovi zgodovini, ki so nepozabni in jih čas ne more izbrisati. Čeprav sama pripadam generaciji, ki ni doživljala vojnih strahot, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da vzdržujemo in ohranjamo zgodovinski spomin na te dogodke. Moja generacija je rasla ob radijskih oddajah Še pomnite tovariši, se od zgodnjega otroštva udeleževala partizanskih proslav in v šoli prenašala kurirčkovo pošto s poročili, ki so se mi tedaj zdela neživljenjska in vse skupaj del nekega preživetega rituala. Znova pa smo se pomena, vsebine in sporočila tistega časa zavedali pozneje, še posebej pa v sedanjih časih. Po toliko desetletjih pride čas, ko je tistih, ki so aktivno sodelovali v narodno-osvobodilnem boju, partizanov in partizank še zelo malo. In prišel bo čas, ko sploh ne bo več nobenega. Ampak vsi, ki smo danes tukaj, vemo, da pri obeleževanju dogodkov in spomina na padle ne gre zgolj za obujanje spomina, ampak mnogo več. Prav danes mineva 70 let od tragičnega streljanja 3 domoljubov tu blizu, kjer smo zbrani. Ko sem prebirala pričevanja o tragičnem umoru teh junakov, sem razmišljala o žalostni usodi pogumnih in pokončnih mož in se trudila doživeti njihove občutke, ko so v belogardističnem zaporu v kleti hiše nasproti železniške postaje čakali na zaslišanja
ki so jih na skrajno grob in ponižujoč način opravljali ljudje, tako rekoč sosedje, ki so malo pred tem iz vrst aktivistov narodno-osvobodilne borbe prestopili med domobrance. Belogardistica postojanka je bila v Domžalah ustanovljena avgusta 1944. Njena posadka je bila sestavljena pretežno iz domačinov, ki so predtem delali na terenu kot člani Osvobodilne fronte in so zato dobro poznali, kdo so aktivisti narodno-osvobodilne borbe, kurirji, te, v katerih hišah podpirajo partizane, ter bili prav zato toliko bolj nevarni in strah zbujajoči. Okupator jih je načrtno izkoristil za najbolj gnusna in zavržna dejanja umorov lastnih bratov. Tako so jih 4 zaprte domoljube, drugega za drugim, po nekaj prebitih nočeh v zaporu postojanke, klicali na zaslišanja in mučenja v pisarno nad kletjo. Najprej očeta Hribarja iz Ihana. Njegov greh je bil, da je bil sin partizan, ki so ga hoteli dobiti v pest, pa so se zato znesli nad očetom. Čudno molčeč se je vrnil z dolgega zasliševanja, čez čas pa povedal sojetnikom, da bo naslednje jutro ustreljen. Celo duhovnika so mu, ker so vedeli, da je veren pevec v cerkvenem pevskem zboru, cinično ponudili pred smrtjo, pa ga je, češ da ni hudodelec, odklonil. Za Hribarjem so klicali Perka. Venčeslav, Venca Perko, učitelj iz učiteljske družine iz Zagradca pri Žužemberku, je v Domžale prišel poučevati 1939. leta. S prihodom nemških okupatorjev pa so vse slovenske učitelje odpustili in jih nadomestili z nemškimi. Perko si je delo poiskal na Koroškem. Delal je na žagi in se vključil v odporniško gibanje, prav tako 3 starejši otroci, Marija, Jela in Venčeslav, soproga pa je z najmlajšo hčerko ostala na Rodici, kamor so se oče in otroci občasno vračali. Tam so ga, skupaj s starejšo hčerko Jelo, aretirali Nemci, ko jo je eden od domačinov izdal. Jelo so odpeljali na gestapovsko postajo v Kamnik, od tam v Begunje in nato na prisilno delo v Nemčijo, odkoder je pobegnila, se vrnila v Slovenijo in odšla v partizane. Očeta Perka pa so zaprli v domobranski zapor na Kolodvorski ulici, Hribarju in Hvatalu. Tudi Perko se je vrnil za zasliševanja molčeč, praznega pogleda, ni odgovarjal na vprašanja sojetnikov. Le po dolgem času je bilo slišati tudi jaz. Naslednji je bil na vrsti Franc Hvatal, učitelj iz Doba, dolgoletni ravnatelj v Krtini, ki je bil tudi ob prihodu Nemcev odpuščen, a premeščen za tajnika na občino Domžale. Tudi njega so v začetku septembra 1944 zaprli domobranci in tudi on se je večer, preden so ga umorili, vrnil v celico Mrk, molčeč. Vsi 3 so prebili noč tolažeč 4. zapornika, Slavka Grlico, ki so ga zverinsko mučili in ga zjutraj odpeljali v Kamnik, potem pa na Ljubelj, odkoder mu je uspelo pobegniti. Po 4 desetletjih je objavil svoje pričevanje o dogodkih zadnje noči pred zločinskim streljanjem. Trudila sem se podoživeti žalosten sprevod rodoljubov, učiteljev, stebral inteligence v majhnem kraju, kot so Domžale tedaj bile. Težko si je zamisliti tedanjo bolečino njihovih svojcev. Verjamem, da so še vedno boleči občutki njihovih potomcev, ki so morali v zadnjih letih velikokrat poslušati več kot krivično, celo nemoralno zmanjševanje vloge žrtev padlih za svobodo in boja preživelih borcev narodno-osvobodilne vojne. Narodno-osvobodilnemu boju se v zadnjih letih v Sloveniji skuša zmanjšati pomen z nenehnimi poskusi rehabilitacije sovražnikovih kolaborantov in domobrancev. A revizija zgodovine v tolikšni meri ni mogoča. Nepojmljivo je, da nekateri skušajo odvzeti in predrugačiti pomen Rdeče zvezde, pod katero se je odvijala borba naroda proti zavojevalcem. Rdeča zvezda je bila simbol boja za svobodo, simbol upanja in vere,
da bomo Slovenci v neenakem boju z okupatorji zmagali. Danes se klanjamo spominu na pogumne, pokončne rodoljube, neomajni v svoji veri, da se borijo za pravično stvar, so svoje uporništvo plačali s svojo mladostjo in svojimi življenji. Prav je, da se s spoštovanjem spominjamo ljudi, ki so se borili za lastno svobodo, za svobodo svojih bližnjih in tudi za svobodo in obstoj slovenskega naroda. Moramo ohranjati ta spomin, zaradi opomina, da se takšni dogodki ne bi nikoli več ponovili in da bodo generacije, ki prihajajo, sploh še lahko ohranjale zavest o tem, kako pomembna je svoboda. Da bodo ohranjale zavest o tem, da je to neprecenljiva vrednota, ki jo je treba spoštovati in braniti, kot je treba spoštovati in braniti življenje in človekovo dostojanstvo. Bodo sodelovali kvartet Grm, recitator Janez Hafner, učenca glasbene šole Domžale Zala Potočnik in Žiga Svetlin. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bije težki boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, otri si solze in oko. Tvoj fant gotovo vrne se, ko zvizda utrne se. Tvoj fant gotovo vrne se, ko zvizda utrne se. Kdaj prideš prihodnost? Kdaj prideš prihodnost? Kmalu li? Pozno? Na bolečine kakšen odgovor daš ti? Vidiš, najbolj hrabri ponosno k tebi nasproti so šli. Z jekleno pregrado groziš, strmino previso vplašiš, a mi se vseeno po vrvi povzpnemo, ki jo imamo iz lastnih živcev spleteno. Zrastemo, brez kakršnih koli posmehov odrastemo in bomo večji kot Bog. In iz prediva oblakov mesijo igrive kape bo naš mladi rod. To je pesem o sončnem pramenu. To je pesem o soncu srca. To je pesem o mladem planetu, ki je na čelu vsega. Soncu imena in zemlje te svoje vsem govorimo, v imenu življenja prisegamo patim herojem. To, kar očetje niso izpeli, mi izvršimo. To, kar očetje niso zgradili, mi dogradimo.
k soncu usmerjeni cilji vznešeni, uspeti se sinjem višavam v objem, mi, ki smo v pesmi zmage rojeni, življenje začenjamo sanjati v njem. Soncu imena in zemlje te svoje vsem govorimo. V imenu življenja prisegamo padlim herojem, to, kar očetje niso izpeli, mi izvršimo. To, kar očetje niso zgradili, mi dogradimo. Vesele pomladi, hitite, mi smo zamenjati padle prišli. Kaj zvezde sedanje ožabno držite, goste dobite iz zemlje ljudi. Soncu imena in zemlje te svoje vsem govorimo. V imenu življenja prisegamo padlim herojem, to, kar očetje niso izpeli, mi izvršimo. To, kar očetje niso zgradili, mi dogradimo.
nociva isero tichoti, in listierach lomishomi, ob iseru tamni noci, lat partisan moci stoi. Mudekleja obliubodana, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala in vrne se njen partizan. Ko bo svoboda zasijala in vrne se njen partizan. A partizan prisiže svita, da hrabro bude se boril, in prej ko mine eno leto, bo narod svoj osvobodil. Ko drugo leto borbe mine, prejela draga pisemce, da partizanu vrh planine prebila krogla je srci. Da partizanu vrh planine prebila krogla je srci. Pomnite, čez leta in čez vekove pomnite, te, ki ne vrnejo se več na domove, pomnite. Ne jokajte, v grlu stok zadržite, bridki stok bolečine, padlih spomina vredni bodite, vekomaj vredni, s pesmijo, s hrepenenjem, s kruhom in vzdihom, s svobodnim življenjem in z vsakim dihom minuli slednji, bodite vredni. Ljudje, dokler vam srca bijo, pomnite, koliko žrtev za srečo je treba bilo. Prosim vas, pomnite. In kadar zapojete pesem veselo, pomnite te, ki nikdar več ne bodo zapeli. Svojim otrokom pripovedujte, da bi jih pomnili. Otrokom otrok pripovedujte o njih, da bi jih pomnili v vseh časih nesmrtne zemlje. Pomnite, ko vam k zvezdam trepetajoči v roke krmarijo ladje, pomnite padle. Srečujte vesno opojno ljudje sveta, ubite vojno, prekovnite vojno ljudje sveta, nosite skozi čas sanje srca in z njim življenje napolnite. Pa te, ki ne vrnejo se več med nas, protim vas, pomnite. Slava padlim herojem. Zahvaljujem se slavnostni govornici, izvajalcem kulturnega programa, praporščakom, tabornikom, gasilcem in tovarišu Franciju Gerbcu za današnjo zloženko. Seveda tudi vsem vam za udeležbo. Hvala lepa.
Scusa, ti hai volgere.